Pozdravljeni. Ste se kdaj vprašali, koliko stane ekipo vsaka točka, ki jo njihov voznik osvoji? Danes bomo skušali dobiti odgovor tudi na to. Kolikokrat smo mi, navdušenci, zasledili v raznih virih zgodbe o tem, da posamezni vozniki Formule 1 zaslužijo bajne vsote denarja. A danes bomo skušali ugotoviti, pravzaprav, koliko stane ekipo posamezna točka, ki jo osvoji njihov voznik. Seveda statistika, ki poleg tega, da je zabavna, pravzaprav nima nobene druge dodane vrednosti, ampak videli bomo, da rezultati so marsikje presenetljivi. Seveda tu ni upoštevan noben razvoj, ki ga ekipa vloži v svoj bolid, in seveda tudi tista škoda, ki jo povzroči ali pa tudi ne določen voznik. A kljub vsemu, ukolikor pogledamo malce podatke, bomo takoj ugotovili, da najslabši v tej statistiki je Kevin Magnussen. V sezoni 2023 je zaslužil $5 milijonov. Dosegel je 3 točke in če malce zaokrožimo, to pomeni več kot $1.600.000 na točko. In seveda, takoj pred njim imamo Valtterija Bottasa ter Logana Sargenta skupaj. Oba imata tudi visoko ceno za vsako točko, ki jo osvojita, namreč točno $1 milijon. Z bistveno razliko. Valtteri Bottas zasluži 10-krat več od Logana Sargenta, ampak za razliko od Američana je tudi dosegel 10-krat več točk. Sargent je osvojil 1 točko in zasluži $1 milijon, Bottas je dosegel 10 točk in seveda zasluži 10 milijonov. A v tej naši statistiki sta skupaj. In sedaj, da ne bomo naštevali in seveda s tem dobili dolgočasen prispevek, je najbolje, da skočimo do tistih voznikov, ki verjetno so vsem nam zanimivi. Od 20 dobimo na 15. mestu Lewisa Hamiltona. Namreč njegov zaslužek je $50 milijonov na sezono. In to pomeni, da je letos njegova točka stala tovarniško ekipo Mercedes $229.700, zaokroženo $230.000, kar je še zmeraj ogromna vsota, ampak bistveno manjša od tiste, ki smo jo videli na primer pri Magnussenu. A brez skrbi, Charles Leclerc je tudi na lestvici na 13. mestu in njegova točka stane Ferrari $116.000, kar pomeni, da med Leclercem in Hamiltonom, vsaj kar se tiče tega razmerja med doseženimi točkami in plačo, velike razlike ni. In verjetno marsikoga sedaj zanima, kaj pa Max Verstappen. Vemo, je najbolj plačen voznik na štartnem razporedu, ampak dosega tudi neverjetno število točk. In seveda s $55 milijoni na leto pomeni, da je Max Verstappen stal Red Bull nekaj malega pod $100.000 na vsako točko, ki jo je dosegel. In v bistvu je primerljiv z Landom Norrisom. Statistično je Lando Norris za nekaj dolarjev pred njim. Zanimivo je nekaj drugega. Ukolikor pogledamo na 7. mestu, dobimo Carlosa Sainza mlajšega, ki Ferrari stane približno zaokroženo $60.000 na točko. Seveda, s Charlesom Leclercem sta dosegla približno enako število točk, ampak lahko bi dejali, da Carlos Sainz mlajši stane Ferrari
približno polovico manj od tistega, kar stane Leclerc. In sedaj prvo presenečenje na 4. mestu. Sergio Perez. In seveda, Perez zasluži samo približno 20% tistega, kar dobi Max Verstappen. Ampak Red Bull, vsaka njegova točka stane približno $35,000, kar je seveda mnogo manj od tistega, kar smo videli v primeru Maxa, čeprav je seveda osvojil naslov svetovnega prvaka in podrl praktično skorajda vse možne rekorde. A prišli smo do najboljših 3, ker bo marsikdo izmed vas res presenečen nad rezultati. Na 3. mestu, kar se tiče razmerja med plačo in številom osvojenih točk, Lance Stroll. Njegova plača pri Aston Martinu $2 milijona. In to pomeni, da pravzaprav preračunano je svojega očeta stal okrog $27,000 na točko, kar je seveda izjemno ugoden rezultat. A po drugi strani, če pogledamo mesto nad njim, dobimo Fernanda Alonsa, njegovega moštvenega kolega, ki zasluži $5 milijonov. In seveda to pomeni preračunano malce manj kot $25,000 na točko. In verjamem, da mnoge letos je Fernando Alonso navdušil in seveda tudi Lance Stroll je mnoge razočaral. Ampak če pogledamo to statistiko, bomo videli, da pravzaprav na vložen denar v njihovi plači sta bila primerljiva, enako učinkovita. In seveda, kdo se je znašel na 1. mestu te lestvice? Oscar Piastri. Novinec, ki je prišel v McLaren, seveda z izjemno nizko začetno plačo. In seveda, ekipo z Wokinga je vsaka točka Piastrija stala približno $20,000, kar pomeni nič drugega kot to, da v nadaljevanju bodo njegove pogodbe verjetno višje in višje. A videli smo pravzaprav, da tisti najboljši, najbolje plačani vozniki v svetu Formule 1 verjetno niso tisti, ki so, imenujemo v tej statistiki, najbolj učinkoviti. In zanimivo je, kako pri Aston Martinu Lawrence Stroll zna razporejati denar. In seveda tudi Fernando Alonso s plačo, ki je primerljiva s tisto, ki jo ima Kevin Magnussen, na tej statistiki izstopa. Seveda, razmerje je posledica tudi tega. In konec koncev, statistika, ki je meni osebno bila zabavna in tudi po svoje zanimiva. Upam, da tudi vam. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.